100 dneh je po mojem globokem prepričanju več kot očitno, da vlada ni imela koncepta, ko je sprejela vladanje v Republiki Sloveniji in tudi danes še ne ve, po kateri poti naprej. Stvari, ki so se zgodile v teh prvih 100 dneh, to dokazujejo. Najprej bi sprejet, naprimer, dogovor s sindikati, tem je sledil tudi potem spremenjen zakon o izvrševanju proračuna, sedaj prihaja na mizo rebalans proračuna, v katerem se kaže velika proračunska luknja. Namesto da bi z aktivnimi ukrepi ukrepali, se je vlada zatekla k obsojanju tega, kaj je prejšnja vlada neprimerno in napačno načrtovala. V vmesnem času je bilo sprejeto fiskalno pravilo, ki je bilo prej toliko napadano prav strani premierke in ostalih iz koalicije. Sprejeli smo program stabilnosti, v katerem so zavedeni predvsem tisti ukrepi, ki jih je pripravila vlada, v kateri sem sam sodeloval. Ti ukrepi zavezujejo vlado, da gre po tej poti in v naslednjih 100 dneh bo treba položiti račune. To, kar počne vlada danes, je nesoglasje s temi zapisanimi ukrepi, kajti tu je zapisano, da bo 2/3 konsolidacije v višini 1 milijarde narejene na odhodkovni strani, 1/3 na prihodkovni strani proračuna. V teh zadnjih tednih, mesecih se pa ukvarjamo predvsem samo z novimi davki, ki nesorazmerno obremenjujejo tiste najbolj slabe ciljne skupine v družbi, ki so najšibkejše, tako upokojence, kmete, delavce, in mislim, da se ta politika enostavno ne more dobro iziti. Je kaj takega, kar bi lahko morda tudi pohvalili? Morda to, da je vlada v Bruslju vendarle uspela pridobiti dodatni 2 leti za ureditev javnih financ? To, da smo dobili 2 leti, je zagotovo v redu, zavezuje nas pa k ukrepanju in vlada bo morala položiti račune že po izteku tega pol leta. Prvič, vsake pol leta nas pregledujejo, ali bodo ukrepi, ki so zapisani na decimalke v posameznih parametrih, natančno izvedeni ali ne. Delim v Slovenski ljudski stranki, kot sem že dejal, ocenjujemo, da je ta pot samo novih davkov, nič konsolidacije proračuna na odhodkovni strani napačna in da bo vlada tudi v novembru že, ko bo polagala račune doma in v tujini, bo to prepoznala. Zato ocenjujem, da bo takrat tudi čas za resne razmislek, ali ta vlada še lahko vodi Republiko Slovenijo naprej ali bo potrebne predčasne volitve. Vlada si je zadala tudi umiritev političnih strasti. Kako bi to ocenili, ji uspeva? Poglejte, vlada je šla po zelo enostavni poti in enostavno poizkuša z povečanimi odhodki ustvarjati socialni mir. Delamo pa na takšen način, da na 8 milijard prihodkov porabimo 9,6 milijard. Se pravi, 1/4 naših odhodkov gre praktično na kredit in to, da zadolžujemo tako našo generacijo kot naše otroke, na dolgi rok zagotovo ni vzdržno. In velik del tega socialnega miru je ravno v tem. Mi pa bomo morali slej ko prej pogledati resnici v oči in ta slika v ogledalo je zelo problematična. Po enem letu dela gre vlada Alenke Bratušek v državni zbor po zaupnico, bi si upali staviti napoved? Jaz mislim, da bo okoli te zaupnice ali pa samega rezultata že mogoče v jeseni kaj več govora, kajti sam sem prepričan, da to, kar nam govorijo danes finančni trgi in tudi sicer neizvajanje zapisanih ukrepov, bo na preizkušnji že konec letošnjega leta, ne naslednja pomlad. Če so v šoli ocene od 1 do 5, kakšna je šolska ocena vaša vladi Alenke Bratušek? Iz tega, kar sem povedal, zagotovo sledi, da je ocena zelo slaba in zagotovo so tiste ocene na nivoju zadostno, tiste, ki sodijo k take opisni oceni. Sicer pa so tudi v šolskem sistemu zdaj vedno več opisno opisuje, pa ne bo tudi moja ocena takšna, da je precej slaba delovna v teh mesecih. Mogoče še to, ki je po vašem mnenju ključna razlika med vlado Alenke Bratušek in vlado Janeza Janše? Sam mislim, da je ključna razlika v tem, da se je v vladi, v kateri sem tudi sam sodeloval, resnici želelo pogledati v oči in izvesti ukrepe, ki so nujno potrebni. Lahko sprejmem kritiko, da smo bili včasih mogoče preveč robati in da bi bilo potreba malce več oglojenosti v delovanju vlade. Zagotovo je bila pa smer pravilna in v tem delu tudi mislim, da se je v okviru delovanja
te vlade, kateri sem sam sodeloval, poskušalo bremena krize razdeliti na vse ljudi v naši družbi. Danes pa ta vlada dela tako, da ocenjuje, da so tisti, ki ustvarjajo novo vrednost, tisti, ki so lastniki nepremičnin, sposobni neomejeno polniti ta proračun in kljub temu še rabimo veliko zadolževanja. Tako da mislim, da je to nezdržna politika, ki dolgo časa ne more iti. Kam pa gre, pa vidimo že v zadnjih 5 letih, ko smo Slovenijo vse preveč zadolžili in tudi ne ustvarili pogojev, da bi se lahko tudi prihodkovna stran bolje polnila kot se danes. To je to. Najlepša.